Hey, what's up everybody? Lep pozdrav in prisrčno dobrodošli v novem videu, torej drugi del o Kitajski. Vreme se malo hladilo, indijanskega poletja je konec, gremo malo obujati spomine, torej na stara potovanja, zanimivo bo v tem videu. Odpravljamo se iz Pekinga v Chengdu, ki je 2000 km oddaljen od Pekinga, tako da vljudno vabljeni k ogledu torej tega videa. Danes je nedelja, 18. Kaj bubec, kaj si reka? Nič, da imajo tako pekočo omako, da joj. Hrana moja pekoča, Kitajci, ja, kaj češ. V glavnem, danes je nedelja 18. avgusta, ne? Je? Ok. In zdaj se peljemo z super hitrim vlakom, 300 km/h po Kitajski. Prevozili bomo 2000 km v manj kot 10 urah. 2000 km, to je tako daleč kot od Maribora do Kölna pa nazaj, naprimer. To bomo rabili 10 ur. Tako da, wow, zelo hitro. Namenjena pa smo v Chengdu. Tukaj se zdaj že pokrajina tako lepo izrisuje. Je to zanimivo pri tej železnici, da je več ali manj vsa železnica na pilotih zgrajena, da ni dobenega prehoda za avtomobile preko te železnic. Aha, evo jezero, se lepo vidi, ok. Ful je zanimivo gledati pokrajino, na začetku od Pekinga do Xi'ana. V bistvu ni bilo niti enega koščka zemlje, da ne bi bil neobdelan, vse pa so nekaj raste, vse pa so nekaj sadija. Večinoma živijo v blokih, da najrajši hiše imajo take bolj boge, bolj skromne, ampak ok, pa so taki fajn pa zanimivi. Pa zelo miroljubni in zelo varno se počutimo na tem vlakom. In tukaj pa vidimo riževa polja, tu smo sedaj v tej pokrajini, torej čez 1 uro bomo prispela v Chengdu. Jutri bomo malo počivala, v Chengdu je malo hengala okoli, pojde še parja pande gledati. Tam je rezervacija pande. Ok, that's it for the now. Torej, zdaj smo v Chengduju in David si je naročil prav posebno kitajsko specialiteto. Tak, zdaj pa smo v Chengdu, ne, center mesta, prišli, evo ga, glavni trg. Zdaj pa gremo pande gledati. Ne? Videli, kakaj izgleda. Dela situacija. To je zdaj je ura 8 zjutraj in to je najboljši čas, da se ogledajo pande, zaradi tega, ker smo zdaj zajtrk in so pande zelo aktivne v času. Pande so ogrožena živalska vrsta in trenutno jih na svetu živi samo 1800. Ta center tukaj pa je taki glavni center za pande. Najprej tukaj so imeli okoli 30 pand, no sedaj jih je 180, nekaj približno. In zelo lepo skrbijo za njih. Dosti bambusa vidimo tukaj ob strani tudi, taka zanimiva potka. V glavnem pande pojejo na dan 17 kg tega bambusa, kar je zelo zanimivo, ne? Torej, jejo pa ga 12 ur, preostalih 12 ur v dnevu in preostane pa spijo.
ask the keeper to take shower for panda, and then panda will go outside. Gledam, da smo malo prehitro prišli, ker še pande spijo. Tako da, tu ena, ko spi, tu se pa ena gleda izpodila in telovadi. Evo. Še ena. In seveda, kot posod na Kitajski, tudi tukaj gneča, kjer moraš čakati. Če bi jaz bil panda, bi se skril nekam za en grm. Seveda vsi v pričakovanju, da bomo zagledali pando, ampak panda se je očitno skrila za en grm. V tem poskusu pande v naravnem okolju nismo videli, upamo, da nam uspe v prihodnjem oziroma v naslednjem poskusu. To je preveč ljudi, po moji oceni. Če bi jaz bil panda, bi se skril za neki grm in sploh se ne bi pojavil ven. Tukaj zgoraj smo skoraj videli pando. Pa da se ne vidi. No, na koncu se je izkazalo, da ni bila panda, ampak je bil en moški v beli srajci, tako da, sorry, v naslednjem poskusu bo mogoče več poskusa. Panda se še vedno skriva, ne, se ni čudno. Kaj si norka ljudi? Kaj ljudi je to vse? To je ena panda v sliki, ki se je rodila 26. julija 2008. Panda, zdaj, če pač ne bomo videli, ona je postala mamica in ima dvojčka. Zdaj tu, mogoče nam bo pa uspela, kaj? Evo, tu je ena panda po televiziji, tu pa zdaj zgleda, da bomo zdaj videli pande, mladiče in... Okej, to smo čakali, daj ne. Treba pa reči to, ne, da je danes zima 35 stopinj, pande živijo običajno na 3000 metrih nadmorske višine in tu je za njih enostavno prevroče, znotraj imajo klimatizirano okolje, tako da lažje preživijo. No, tukaj bo zdaj panda, ki se je rodila 31. julija. Tukaj pa še mala pandica. Gledajte to. Te so pa že malo večje, so pa 2 meseca stare pande. Romantika v panda centru. Prej mi je bilo tako vroče, da mi je švit stekel po uhi. Zdaj mi pa dežne kapljice tečejo po uhi. Da vidim, če Davida tudi. Tebi tudi, ne? Ha? Okay. Si mangiamo. Pa se samo voda, kaj se sekiraš, It's only water. Hey, no problem at all. Okay. Panda tour smo končali, ne?
v dežju, ampak kaj češ, ne? Tak je, ne? Rain, 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 everywhere is rain. The rain is outside and the rain is inside. Ja, tako? Ok, nič. Fajn je bilo, ampak preveč ljudi po moji oceni, tako da. Bili pa smo tukaj, ok. Videli smo pande, ki se v teh vremenskih pogojih raje zadržujejo znotraj. Zaradi tega, ker so le vajene živeti na 2000-3000 metrih nadmorske višine, so ogrožena vrsta. Zaradi vedno večjega krčenja gozdov se pomikajo vedno višje, ker vedno težje preživijo, medtem ko pa ta center skrbi torej za njihov razvoj in tako da, to je to. Evo, to pa je najna ulica, taka zelo zanimiva soseska, kjer se zdaj nahajava. Okay. Tu pa najm prijatelj Kitajc. Bomo zopet nekaj poskusila dobrega, ha? Okay. It's local food. Aha, ok. No, kaj boš rekel, kaj ima zdaj to dobrega notri? Kak naj, si niti ne vem, kaj imajo to. Če je tepo, Kitajsko, če ne. Vse nekaj skup zmešano, ne? Ja. No in to je bila zdaj večerja, pravzaprav se ljudje na tak način tukaj družijo zvečer, si piknik naredijo na ulici v tej soseski, kjer se nahajamo. Za razliko od Pekinga, kjer ljudje delajo, grejo zjutraj ob 8 v službo in pridejo večer ob 8 še komaj domov, se tukaj nekako držijo teh nekih pravil, da pridejo ob 5 ali pa ob 4 domov iz službe in potem popoldan preživijo s svojimi prijatelji tako tukaj na ulici, kjer pa sproščeno klepetajo, jesti kuhajo kar na ulici. Če pa hočeš pijačo piti, pa greš v trgovino, ne? Ker tu so poleg trgovine, pijača me srežejo, tako da si kar z trgovine prineseš ven pijačo in lepa. Zdaj tudi smo mi dva, zdaj to njihova gosta, tako da. To je to, ne? Na zdravje. Tak. Chengdu smo prečrtala, Peking smo prečrtala, Dubaj smo prečrtala, na vrsti je Chongqing in zdaj se nahajamo v Chengdu Railway Station. Evo ga, ne? Tam pa gremo na ladjo. Ja. Ok, se vidimo na ladjo. Še zadnji posnetek Chengduja, fajn je bilo, videli smo pande, zdaj pa gremo novim zmagam naproti, oziroma novim dogodivščinam naproti. Zdaj pa smo v Chongqingu, ne, in je ful zanimivo, ker lahko tako se peljemo, pa vidimo mesto, kako izgleda, ne, od zunaj. Recimo, evo, ne, da vemo, kje ven stopiti, ne, vse ful dobro, ne. Prispela smo do ladje, samo zdaj moramo najno, najti kjera je. To ta prva poklumpana, rjavela na srečo ni, zdaj pa bomo videli, kakva bo naša. Ok, gremo pogledati.
Ja, hvala, da ste bili z mano, ne, da ste se prebili do konca tega videa. Vabim vas še za konec, da se subskrbnete na moj channel, ne, oziroma na moj kanal na YouTubeu. Tako da prihodnji teden gremo naprej z ladjo, ne, torej ne bomo šli z vlakom, da smo šli z vlakom, da se gremo z ladjo in tudi tisti video bo zanimiv, naj pa povem, da je to bil pravzaprav highlight najnega potovanja po Kitajski, tako da vljudno vabljeni in seveda vidimo se v naslednjem videu. Just tell me what you want.